meni so ukradli avto. Aha. Je tebi, ja. A ja? Kdo pa je vozil avto? A? Kdo ga je pa parkiral? Kaj? Kdo je parkiral avto? Še telefona nimam. Kaj pa rabiš? Jaz sem pa telefon pustila. Ja, ne vem, kje? A je v avto? A v avto? Super. Super. Ne poklič. Koga? Ja, poklič. Ja, poklič, ja, pa koga ne? Ja, kako koga? Policijo. Policijo. Ja, kako pa ima policija? Ne veš, ne. On ne ve, koliko je številka policije. Ne veš. Koliko ima? 113. A ja, 113. Policija. 113. Policija. Avto so nam ukradli. 113. Halo, halo. Policija, prosim. Vozilo sem vam odtujil. Kakšno vozilo pa je bilo to? Mi zaupate barvo vozila? Registrsko številko? Kakšnega človeka zahteva ta poklic, konkretno na konju? Policist konjenik mora najprej seveda opraviti šolo v Tacnu, potem biti najmanj 2 leti policist na katerikoli policijski postaji v Republiki Sloveniji in potem se prijavi na interni razpis, ki ga postavijo na policijski upravi Ljubljana in potem lahko prične z usposabljanjem. Kakšen človek mora biti? Policist, ki se prijavi na razpis za policista konjenika, seveda mora imeti posebne psihofizične značilnosti, mora biti zdrav in da tudi neke posebne zdravstvene preglede opravi. Gospod Podlesnik, šolanje na vaši šoli za policiste traja 1,5 leta. Je res? To drži, vendar imamo že v sprejemu nov višješolski strokovni program, ki bi naj trajal 2 leti. In posebnost pri vašem šolanju je to, da so policisti praktično že zaposleni. To je posebnost, ja, takoj po sprejemnih postopkih, tisti, ki so sprejeti, ki so opravili vse sprejemne izpite, sklenejo z njimi policija delovno razmerje, kar pomeni, da v času izobraževanja prejemajo tudi plačo. In po koncu šolanja, katere vse veščine in znanja pridobi kandidat, ki postane tako policist? V izobraževalnem programu kandidati spoznajo človekove pravice in temeljne svoboščine, razumejo organizacijo policije in naravo policijskega dela, usposobijo se za pomoč pri reševanju problemov v skupnosti v smislu preventivnega delovanja in pa zatiranja kriminalitete, razvijajo strokovne, osebne in socialne kompetence v skladu z načelom vseživljenjskega učenja, razvijajo socialne veščine, zlasti komunikacijske spretnosti, spoznajo tehnična sredstva in opremo, ki jo policisti potrebujejo pri svojem delu in znajo to opremo pravilno izbrati in seveda z njo tudi pravilno in varno uporabljati. Spravi, Jože, v primeru, da je eksploziv, naprimer v eni hiši, v enem postopju, pridete vi s psom, ampak tokrat z drugim psom. To je zdaj pes nemški kratkodlaki ptičar Shark, stari 6 let, imam ga za iskanje eksplozivnih snovi. Razlika med drogo in eksplozivom je samo v nakazovanju. Pes nakazuje pasivno, to se pravi zvaja sedi oziroma s prostorom. Se pravi, ne praska, ne grize, potem, ker to verjetno ne bi bilo dobro, ne? Tako je, ja. Gremo pogledati, kaj bo najdel v tej garaži? Tako je. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo v prvi polovici leta 2011 27 prostih delovnih mest za delo policista. V oktobru pa je zaposlitev iskalo 17 policistov. Poskrbite za to, da se bomo tudi z vašo pomočjo počutili varnejši.